Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si oglejte. Drugi dan poklicev v Slovenski Bistrici. Javni posvet o načrtovani gradnji logističnega centra na Cigunci. Slovesnost ob 75-letnici Društva upokojencev Slovenska Bistrica. Krajevni praznik na Šmartnem. Predstavitev filma Podvodno kraljestvo v deželi faraonov. Martinovanje v Slovenski Bistrici. Poraz kegljači Cimpola proti Remoplastu. Odbojkarice Bistrice premagale Mežico. Zmaga nogometašev Bistrice proti kranjskemu Triglavu. V petek 7. novembra je v Slovenski Bistrici potekal drugi dan poklicev, ki mladim odpira vpogled v svet dela, izobraževanja in kariere. Dopoldne so učenci osnovnih šol obiskali nekaj uspešnih lokalnih podjetij. Osrednji del dogodka, sejemski del, so izvedli na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica, kjer so pripravili tudi novinarsko konferenco. Več o namenu drugega dneva poklicev je povedala Brigita Kruder, direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica. Končni rezultat, ki ga želimo doseči, so navdušeni mladi, ki bodo sprejeli in spoznali zgodbe poklicev. In to od ljudi, ki poklice opravljajo. Kako so prišli tja, kaj je bilo za to potrebno, kako živijo, koliko zaslužijo, kakšen je njihov delovni čas. Tisto, kar pravzaprav mladega človeka zanima, ko razmišlja o tem, kako bo preživel preostanek svojega življenja. In tu se skriva tudi namen. Povezati gospodarstvo, povezati tudi potrebe gospodarstva, povezati izobraževalce in dati priložnost za nova znanja in nove izkušnje mladim, ki prihajajo. Teh bo letos vse skupaj okoli 350. Zjutraj so se podali na ogled 5 proizvodnih podjetij oziroma uglednih podjetij in tovarn v Slovenski Bistrici, potem pa pridejo še na Ljudsko univerzo, kjer bodo spoznali kar 26 različnih poklicev, tako da čaka nas zanimiv in pester dan, ki bo zagotovo prinesel tudi navdušene zgodbe in rezultate, kot smo jih bili deležni že lani. To je tudi razlog, da zadevo ponavljamo, ker smo ugotovili, da je bila dobro sprejeta, da smo mladim odgovorili na marsikatero vprašanje, pa ne samo mladim, povabili smo tudi brezposelne, povabili smo tudi udeležence izobraževanja odraslih, tako da dan poklicem je namenjen vsem tistim, ki iščejo svojo karierno pot. Dogodka sta se udeležili tudi vodja oddelka za družbene dejavnosti občine Slovenska Bistrica Irena Jereb in vodja središča za svetovanje in vrednotenje pri Andragoškem centru Slovenije Tanja Vilič-Klenovšek. Namen današnjega dogodka je, da se predstavi različne poklice, da se mlade in posredno tudi njihove starše, in to so tista tudi naša ciljna skupina pri svetovanju in izobraževanju odraslih, seznani z različnimi možnostmi izobraževanja in s tem povezanimi poklici in seveda potem možnostmi zaposlitve. To organizirajo strateški sveti, to so partnerske mreže pri svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki deluje kot javna služba, se pravi je brezplačna, in v tem okolju je Ljudska univerza Slovenska Bistrica nosilec tako te javne službe, kot tudi ustanovitve in delovanja strateških svetov. Tle bi še posebej povedala, da eden od namenov strateških svetov je, da različne partnerje z področja razvoja človeških virov v tem okolju poveže, da se izmenjujejo informacije, kakšne so potrebe po izobraževanju, pa tudi po novih poklicih, po delovnih mestih, kaj so novosti, in s tem vedno nekako povezujemo možnosti zaposlitve, možnosti izobraževanja od mladih do odraslih. Odzivi so vsako leto, tle je že to kar zdaj utečena, aktivno vsako leto večji. Prej ste slišali gospod direktorico Brigito, da je rekla, koliko bo danes otrok, tako da včasih že kar na meji obvladljivosti, kar pomeni, da ravno to partnersko sodelovanje, izmenjava informacij tudi širi ta glas v okolju in vedno večji odziv, in s tem bi lahko rekla, še malo navežem na tole kampanjo, lahko si o ozaveščanju, o vseživljenjskem učenju, vedno bolj širimo ta glas, kaj vse lahko si in za katere vse možnosti se lahko izobražuješ. Tudi za odrasle je teh veliko v tem obdobju novega evropskega kohezijskega programa brezplačno. V petek 7. novembra je v športni dvorani v Slovenski Bistrici potekal javni posvet o načrtovani gradnji novega logističnega centra na Cigunci. Omenjena gradnja med občani sproža kar nekaj razprav.
Podjetje Saubermacher Outsourcing namerava zgraditi center velik skoraj 10.000 m2 in visok do 15 metrov. Ker to presega zdaj dovoljeno višino, bo potrebna sprememba občinskega prostorskega načrta. Največ skrbi je zaradi okolja in družbene varnosti. V ta namen je podjetje na posvetu podalo pojasnila glede načrtovane gradnje logističnega centra. V petek, 7.11., je v gradu Slovenska Bistrica potekala 75. obletnica Društva upokojencev z naslovom Vsi cvetovi prihodnosti so v semenih sedanjosti. Na prireditvah in sočasnih dejavnostih so sodelovale različne izobraževalne, kulturne in športne ustanove ter mladi iz naše okolice. Za prijetno vzdušje so poskrbeli učenci osnovne šole Pohorskega odreda, glasbene šole Jamnik ter ženske iz pevske skupine Regas. Govorniki na prireditvi so bili predsednica Društva upokojencev Vida Lipoglav in Silvo Huso. Glavni gostje so bili gospa Zdenka Jan, predsednica Zveze Društva upokojencev Slovenije, Franc Slavinec, predsednik Društva upokojencev Maribor ter naš župan, dr. Ivan Žagar, ki so publiko toplo nagovorili in poudarili pomen prostovoljstva in medsebojnega sodelovanja. Ob koncu dogodka so predstavili jubilejni zbornik, odprli razstavo ustvarjalnih del in se družili ob pogovorih o spominih. V nedeljo 9.11. je na Šmartnem na Pohorju po Martinovi sveti maši sledila osrednja proslava ob krajevnem prazniku. Danes se ponovno zbiramo v prazniku našega zavetnika, svetega Martina, ki nekako simbolizira delo, preprostost in strokovnost. To je čas, ko se z veseljem nekako ozremo nazaj na prehojeno pot, se zahvaljamo za tisto opravljeno delo in pa seveda pogled opremo tudi v prihodnost, kaj nas še čaka, kakšni izzivi in novi načrti. Vsako leto nas ta praznik spomni, da je moč v sodelovanju, v vztrajnosti in pa v prijateljstvu med ljudmi. Šmartno na Pohorju je kraj z velikim srcem in jaz sem prepričana, da tukaj med nami smo ljudje, ki znamo stopiti skupaj, ko je pač to potrebno. Čeprav včasih pravimo, da so poti do cilja pri nas še vedno luknjaste, pa jaz vseeno mislim, da gremo naprej, vsaj tako po planu, kakor smo se tudi nekako dogovorili, med drugim tudi skupaj z občino. Proslava se je odvila v prostorih osnovne šole, na njej pa so nastopali učenci osnovne šole Šmartno na Pohorju, društvo Freihheimska godba, kulturno-umetniško društvo Šmartno na Pohorju in ansambel Udarniki. Trenutek zase je dobil tudi gospod Vladimir Ačko, ki je prejel priznanje za izjemne življenjske prispevke in dosežke na področju športa, gasilstva in prostovoljstva. Priznanje je prejel kot zahvalo za njegova srčna dela, predanost in vztrajnost. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica bo podvodni fotograf in popotnik Andrej Voje predstavil dokumentarni film Podvodno kraljestvo v deželi faraonov. Film nas popelje v čarobni svet Rdečega morja, kjer skozi oči morske želve spoznamo bogat ribji svet, koralne grebene in krhko ravnovesje narave. Avtor v projekciji spregovoril tudi o svojih doživetjih in izzivih podvodnega snemanja. Več o dogodku gospod Andrej. Že dalj časa se potaplja, torej že več kot 30 let. Pred približno 10 leti sem svoj podvodni fotoaparat zamenjal za podvodno kamero in zato sem se odpravil na Rdeče morje, ki je Evropi najbližje tropsko morje, in tam iskal motive in tako v bistvu sestavljal mozaik. Pri tem delu je bistveno lažji del posla snemanje kot pa urejanje in pač sestavljanje zgodbe. Vsega skupaj sem bil 4-krat v Egiptu. Za mano je približno 100 upravljenih potopov v Rdečem morju s kamero, približno 30 ur posnetega materiala. Koliko ur sem to urejal, neskončno, ne vem. V tem filmu sem to, upam, da uspel skozi zgodbo, ki jo pripoveduje želva. Je pa tudi želva v tem filmu opazila, da v zadnjem obdobju, torej v zadnjih desetletjih, na koralnem grebenu srečuje bitja, ki jih prej nikoli ni
srečevala med svojim potepanjem po koralnih grebenih. Skratka, to smo mi, ki vstopamo v njen svet. Nažalost se ne znamo obnašati. Velika večina se do koralnih grebenov odgovarja, torej obnaša zelo neodgovorno, pa tudi nasploh do morja, ne? In nad tem se tudi Želva malo pritožuje na koncu filmu. Tako da moje sporočilo je, da moramo čuvati morja, čuvati koralne grebene, ker koralni grebeni so srce vsega življenja v morju in nenazadnje tudi skozi evolucijo smo verjetno bi prišli iz morja, tako da se bomo mogoče tja vrnili, pa bi bilo zelo lepo, če bi se lahko vrnili v ta svet, ki je tako čudovit, ne pa, da bo to nekoč opustošen svet. Pod prireditvenim šotorom na parkirišču nasproti Bistriškega gradu je pretekli torek potekalo veliko martinovanje. Program se je začel s tradicionalnim krstom mošta. Zbrane je pozdravil predsednik društva vinogradnikov Ritoznoj Branko Brezovšek. Včasih ga vzame gospod, včasih ga vzame država, no letos je bilo lepo umirjeno in mislim, da smo vsi vinogradniki lahko zadovoljni. Je pa vsako leto drugače, definitivno. In pa jaz pravim, če me kdo vpraša, kakšen letnik je, letošnji je odličen. Zakaj? Zato koranskega več ni. In je zmeraj vsako leto enako. Najvišja hvala za podporo, najvišja hvala obiskovalcem, da ste prišli v takim velikem številu. Namreč nobeno delo, tudi vinogradnika, se ne splača, če potem kdo nima tega vina za popiti. In pa delo vinogradnikov, ki smo zdaj par dni pripravljali tale šotor in tole prireditveni prostor. Brez vas bi bilo seveda pusto in hvala vsem obiskovalkam in obiskovalcem. In pa seveda hvala vsem sponzorjem, ki so nam pomagali, jih je kar nekaj. Hvala občini Slovenska Bistrica, ki nas zmeraj stoji ob strani pri našem delu in nas znatno pomaga pri izvedbi take prireditve, tako da se gospodu županu zahvaljujem. In pa seveda vsem tistim podpornikom, ki so nekaj jih je tule gori napisanih, nekaj jih ni omenjenih, eni ne želijo biti omenjeni. Hvala lepa in pa upam, da se boste danes z nami vsemi z novim vinom lepo in odlično imeli. Zbrane je nagovoril tudi župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar. Organizatorji so prireditev popestrili s kulturnim programom. Za zabavo pa je poskrbel priljubljeni ansambel Modrijani. V derbiju kroga v prvi slovenski A ženski kegljaški ligi v Slovenski Bistrici med Impolom in Remoplastom so za 6 kegljev zmago domov odnesle igralke Remoplasta. Kje ste imeli danes isto prednost, ste slovile? Ja, kaj bom rekla, mogoče povezanost ekipe, res sodelujemo, delujemo kot ena in mogoče je to malo pomagalo. V derbijih se običajno dogajajo drame za končno zmago. In takšno dramo sta uprezorile tudi ekipi Impola in Remoplasta. Če bi padli kegli pri teh metih, bi lahko bil rezultat povsem drugačen. To dobro ve tudi izkušena Barbara Jurančič. Ja, težko je bilo vseeno. Remoplast je zelo dobra ekipa. Mislim, da je bilo vsaki igralki dejansko in naši in njihovi težko na stezi, se ve pač, zakaj se gre. Borila sem se, ampak pač včasih je pač sreča, ni na naši strani, upajmo na najboljše za drugič. No. Še pred 5 leti članica Impola, Maja Plavčak, je na tem dvoboju skupno podarila 568 kegljev, kar je bila tudi najboljša posamična znamka. Vračam se po operaciji in to je bila moja danes prva tekma, sploh odigrana od operacije in z rezultatom 568 sem kar zelo zadovoljna. Tako da upam, da bo šlo tako naprej. Po 4 odigranih dvobojih je bil rezultat v srečanju neodločen 2-2 in 33 kegljev prednosti za kegljavke iz Radelj. Svoji nasprotnici za zmago v srečanju sta odločno napadli najbolj izkušeni domačinki Lucija Kunčič in Barbara Jurančič. Ja, vedno je v zadnjem paru, bom rekla skoraj vedno je ful težko iti gor, ne? Ker pač moraš nekoga loviti. Uspe nam tudi kdaj, da ne rajmo, ampak to je redko. Pač probaš biti psihološko čim bolj pripravljen. No? To pač skozi, glede na to, koliko tekme že imamo za sabo, smo že malo bolj rutinirane, no? Glede tega. Barbara je v dvoboju premagala Mašo Krevh,
za 30 kegljev, kar pa ni bilo dovolj za slavje v ekipi Impola. Za posamezno zmago pa je bila za 3 keglje prekratka Lucija Kunčič. Zmago je slavila Liljana Peroš. Bistriško zasedbo pa pestijo tudi poškodbe, ki jim onemogočajo, da bi ekipa nastopila v najmočnejši zasedbi. Vidi se pač, da smo v primanjkljaju igralk, ampak pa tudi poškodbe nekatere igralke pestijo, ampak vseeno hodimo na treninge, zberemo se, treniramo redno, tako da upamo, da bo. S porazom 3-5 za -6 kegljev Impoljčanke odhajajo v nove prvenstvene obračune. S posameznimi zmagami v tem obračunu po nadaljevanje prvenstva bolj samozavestno vstopajo Petra Pečonik, Maja Drevenšek in Barbara Jurančič. Natanko 1:05 so odbojkarice iz Slovenske Bistrice potrebovale, da so na domačem parketu s 3-0 premagale v letošnji sezoni debitantsko ekipo Mežice. Po nizih je bilo 25-8, 25-21 in 25-16. Mislim, da smo kar dobro igrali, prvi, tretji set smo dobro igrali, imeli smo dobro energijo, v drugem setu nam je mogoče malo zmanjkalo, ampak drugače se mi pa zdi, da na splošno tekmo bila kar dobro odigrana. Skozi celoten potek tekme je svojo simultanko servisa, igre v polju in zaključkov na mreži demonstrirala Lara Čavničar, ki je bila tudi igralka tekme. Ja, verjetno nas je gnala ta motivacija, pa pač spodbuda, potem pa moram priznati, da smo mogoče vse skupaj začele malo podcenjevati igro, pa se malo preveč sprostile, pa tudi pač je trener menjal celo postavo, tako da smo verjetno bile tudi malo bolj zmedene kot ponovadi. V prvem nizu so gostje iz Mežice na svoj točkovni zbir upisale samo 8 točk. Lahko bi na servisu bile malo boljše, tudi v napadu, sprejem je bil zelo slab, tako da ja. Večji odpor so favoriziranim domačinkam igralke Mežice nudile v drugem nizu, ko so izenačile na 14-14. Nato pa po zaslugi razigrane Mojce Knežar povedle za 3 točke, prednost 16-19. Jaz bi za celo ekipi privoščim, da bi izboljšale sprejem in pač tudi to motivacijo in pa koncentracijo predvsem. Hitro pa je ta rezultat nato z odličnimi potezami poravnala 15-letna Veronika Dušej, ki je nato do konca skupaj z ostalimi soigralkami drugi niz obrnila sebi v prid rezultatom 25-21. Ja, mislim, da bi mogla še malo več trenirati, pa zato ker nas je veliko novih v ekipi, da bi se mogla še bolj uigrati na treningih. V tretjem odločilnem nizu v ospredju enosmerni promet domače zasedbe. Uvod točkovnega dela, točka Čavničar. Najbolj bi rekla, da smo bile dobre na servisu, potem sprejem je bil ponovadi boljši, kot je bil danes, sicer pa smo igrali kar dobro. No. Točka iz začetnega udarca Korenove. Tudi Praznikova dodaja svojo potezo. Dušejeva uprizarja svoj standardni blok. Kapetanka ekipe Manca Lorber potrjuje zmago v nizu 25-16 in tudi drugo zaporedno zmago v letošnji sezoni ter nove prvenstvene točke. Nogometaši Ketje Impol Bistrice so po 21. septembru, ko je v Kidričevem padel Jadran iz Dekanov, ponovno okusili slast prvenstvene zmage, ki je pa še bolj veličastna, kajti nasprotnik je bil Triglav iz Kranja. Po 90 minutah igre je bilo 4-3 za varovance trenerja Roberta Pevnika in njegovega pomočnika Anžeta Stegneta. Danes so fantje pokazali res srčnost od prvega do zadnjega, vsi so pomembni, od vseh na klopi, tisti, ki prijejo v igro, do vseh akterov, ki sodelujejo v tekmi. Teda to je v bistvu bilo botrovalo temu, da smo bili dobri, da smo se vrnili, da smo izenačili, da smo povedli in to je to. To je edini recept za uspeh. V Kidričevem se je igrala 22. minuta prvega dela, ko je bilo 0-1. Potem pa tale akcija, ki jo gledate za 1-1. Ko domači v izvedbi Frešerja, gostje odbijajo, strel Bukovec, Mulalič odbija, Marcetič vratnica in nato gol Špernjaka za 1-1. Težka tekma, Triglav je vedno kakovosten nasprotnik, ampak danes smo res pokazali borbo, odigrali na 100% in nima veze, kdo zabije, samo zmagamo. V tekmi, kjer je padlo kar 7 golov, so gostje dvakrat vodili.
Za vodstvo z 0:1 se je skozi domačo obrambno vrsto sprehodil Toni Vinogradac in premagal Dakića. Domači so v srečanju povedli v 29. minuti, ko se je Marsetiču vztrajnost poplačala z vodilnim zadetkom 2:1. Dobra ekipa Triglava pa je rezultat poravnala že v prvem delu. Iz dosojene 11-metrovke nad Kregarjem se je med strelce vpisal Marko Brkić in to v 36. minuti. Prvi polčas torej 2:2. Ekipa se je borila skozi celo tekmo, mislim, da smo imeli boljše priložnosti, bolj zrele priložnosti, dali smo vse od sebe in nas je nogomet nagradil. Tudi v začetku drugega dela, ravno tako kot na začetku tekme, so gostje s pritiskom na domačo obrambo prišli do vodstva in to v 50. minuti 3:2. V polno pa je zadel najboljši igralec Gorenjcev Oliver Kregar. Vsakič, ko smo povedali, smo se preveč sprostili in nekako nas je to kaznovali in so oni vedno šli bolje po prejetem zadetku in sigurno nismo nobenega podcenjevali. Vedeli smo, kam prihajamo, kakšnega nasprotnika imamo, borbenega in tako je tudi bilo. V tekmi, kjer ni manjkalo dramatičnih trenutkov, so se rdeči veličastno vrnili v poravnavo rezultata na 3:3. Bilo je to v 54. minuti. Pod gol pa se je podpisal odlični Enej Marsetič in tako dosegel svoj drugi gol na tekmi. Svoje odlične predstave v dresu Bistrice pa je s 4. golom in tudi zmagovalnim zadetkom potrdil Anej Dukarič. Za zmago Bistrice 4:3. Neko odgovornost imam v ekipi in vsako tekmo probam dati vse od sebe. Sicer težka tekma, dosti sem mogel prelaufati, ampak za gledalce sem bila super tekma. Tudi ko bom sam pogledal, verjetno za nazaj bom užival. Do konca obračunov v tej polsezoni sta ostala samo še 2 igralna dneva. Nogometaše Bistrice še čaka 2 gostovanj. Najprej v Ljubljani pri Slovanu in nato še pri Rudarju v Velenju.